Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep dober večer. Rimski filozof Cicero je že pred davnimi leti dejal, soba brez knjig je podobno kot telo brez duše. In ravno o knjigah bomo nocoj govorili z direktorico knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, gospo Klavdijo Jerina Mestnik. Dober večer. Dober večer, lepo pozdravljeni. Prav prisrčen pozdrav tudi vašim gledalkam in gledalcem in hvala lepa za povabilo. Ta teden se ravno odvija že 36. dolenjski knjižni sejem. Velik del soorganizacije ima v rokah tudi vaša knjižnica. Kaj pravzaprav je tisti osrednji namen tega sejma? Knjižnica Mirana Jarca in Mladinska knjiga ter kulturno-umetniško društvo sodelujejo že 36 let. Namen je predstaviti knjigo, našo promocijo knjižnice, kaj vse hranimo. Vsako leto se trudimo biti boljši, predvsem zadnje 3 leta je ekipa fantastična in se trudimo čim bolj inovativno in izboljšati sam knjižni sejem. Kakšni pa so potem recimo učinki tega sejma? Učinki so s tem, da s knjižnico predvsem bolje spoznajemo, ker prikažemo stvari, ki so interesantne in jih ne vidimo vsak dan v knjižnici. Knjižnica Mirana Jarca je v bistvu osrednja regijska knjižnica, v knjižnici pa vendarle si ne izposojamo samo knjig, ampak počnemo še marsikaj drugega. Kaj vse lahko v vaši knjižnici počnemo? Ja, v naši knjižnici se trudimo predvsem ohraniti bralno kulturo, jo širiti med vse generacije, od najmlajših do najstarejših. Prav tako izvajamo razne prireditve, promoviramo knjige, dejavnosti. Želimo se čim bolj pridružiti lokalnemu okolju, tako da nismo samo knjižnica, ampak tudi kulturna ustanova, v kateri se ljudje radi zadržujejo, zabavajo in prihajajo čisto samo na pogovor in branje časopisov. Prav tako pa tudi izvajamo veliko prireditev na različne teme. Opažate v zadnjih letih porast obiskovalcev, porast izposoje gradiv? Ja, vsekakor v zadnjih letih se povečuje obisk, prav tako se povečuje obisk prireditev. Mogoče je razlog v tem, da so mogoče tudi te socialne razmere, da so knjige drage, kar občutimo tudi mi pri nabavi. Prav tako pa naša ponudba je vsako leto boljša in jim lahko ponudimo vsako leto več. Vaša knjižnica je seveda skupaj s krajevnimi enotami precej velika. Lahko na kratko opišete pravzaprav to delovanje, to vašo knjižnico? Ja, ustanovitelj naše knjižnice je Mestna občina Novo mesto. Izvajamo pa tudi knjižnično dejavnost v 7 ostalih občinah. V 5 imamo krajevne knjižnice, v 2 pa zagotavljamo knjižnično dejavnost z bibliopustom. Same knjižnice krajevne so različno opremljene, različno velike. Vsaka občina se pač trudi po svojih močeh, da čim bolj ponudi knjigo svojim občanom. Lahko rečem, da je nekje najbolj obiskovana Šentjernejska krajevna knjižnica, ki je tudi najnovejša in največja. Prav tako se sedaj dogovarjamo tudi v bodoče, v roku parih let naj bi bila tudi krajevna knjižnica v Mirni Peči, v stari osnovni šoli. Tudi Dolenjske Toplice še želijo preseliti v boljši prostor. Obiski se vsako leto povečujejo, predvsem pa se trudimo zadnje 3 leta povečati tudi ostalo ponudbo, to so razne prireditve, pravljice za otroke, kvizi in podobno. Verjetno je pomembno to, da se na nek način približate ljudem, torej da so te knjižnice v njihovih krajih, se pravi te vaše krajevne enote. Ja, vsekakor. To smo spoznali v roku 3 let, da je zelo pomembno, da izvajamo prireditve in razne dejavnosti tudi v njihovi knjižnici, ker se s tem tudi povečuje obisk v krajevnih knjižnicah. Gradiva v knjižnici imate, verjamem, ogromno, glede na to, da je tukaj knjižnica Mirana Jarca, pa še 5 krajevnih enot. Kako ga pa dopolnjujete? Koliko knjig recimo vsako leto kupite na novo? Ja, različno. Vsako leto se nekje približno 20 tisoč knjig dokupi. Seveda odvisno tudi od cene gradiva.
se nam sicer letno zmanjšuje, ampak ne občutimo take razlike v ponudbi. Mi ponudimo našim uporabnikom vse, kar je mogoče. To je okrog 600 000 enot gradiva do sedaj, to je knjižno in neknjižno, nekje polovica je knjižnega gradiva, to se pravi knjig. In zamislite se, kdor prebere vse te knjige, koliko znanja lahko ima. Na kakšen način pa izbirate, se pravi, novo gradivo, ki ga dopolnjujete? Mi izbiramo gradivo predvsem po željah uporabnikov, potem po ponudbi založnikom, vsekakor pa imamo vse gradivo, ki se nanaša na Dolenjsko, to je domoznansko gradivo. Ob omembi knjižnice pravzaprav vsi na nek način pomislimo na knjige, pa vendar imate tudi, že sami ste omenili, številne kulturne prireditve. Samo lani ste jih pripravili okrog 80 in vse so brezplačne. Kateri pa so vaši ključni projekti, ki dejansko predstavljajo ta vaš knjižnični vsakdan? Ja, eden najlepših dogodkov je bila ob rojstvu 70-letnice Mirana Jarca, glede na to, da knjižnica nosi ime po Miranu Jarca. Takrat je bilo prvič predstavljeno zbrano delo Mirana Jarca, predvsem pa smo bili veseli, da smo zaslišali zvoke violine na Jarčevih, po toliko letih je ponovno zadonela. Potem je bil tudi projekt Pop Slastice, ki ga izvajamo zadnje 2 leti. Tukaj se trudimo približati bralno kulturo mladim od 13. do 19. leta, predvsem na poseben način. V knjižnico povabimo od športnikov do igralcev, tako smo gostili Simona Petrova, Pižamo, Toko, Klemena Dvornika, tako zelo različno in jim na tak zabaven način skušamo približati knjigo. Prav tako smo že 21. leto izvedli tudi bralno značko Mavrična ribica. Tisti, ki imate otroke manjše, predšolske, verjetno poznate, se je letos končalo celo 300 otrok to bralno značko. Potem imamo tudi lepo dejavnost, če pridete na vhod, vidite tudi neke izdelke, ki so po simbolični ceni prodajajo. To verjetno pa ne veste, da so to izdelki zapornikov iz Doba, s katerim sodelujemo že vrsto let. Zadnjo leto pa smo razširili tudi sodelovanje z zapori na Jerebovi, kjer jih obiskujemo 2-krat do 3-krat letno, mesečno. Omenili ste bralno značko za najmlajše, torej Mavrično ribico, ki se je res dobro prijela. Imate pa tudi bralno značko za odrasle, torej na nek način spodbujate tudi odrasle, da več berejo knjige. Ja, sodelujemo tudi z bralni znački za odrasle, pripravimo jim seznam gradiva, odrasli se preberejo in potem pogovarjajo o teh knjigah. Zanimanje? Moram reči, da jih je lani končalo celo 30. Lepo, torej s pomočjo Lionsov pa vam je uspelo urediti tudi zvočni snemalni studio. Je to edini studio pravzaprav v Sloveniji? Kaj pravzaprav je osrednji namen tega studija? Smo edina splošna knjižnica, ki ima ta studio. Zelo veseli smo, da smo dobili donacijo Lions kluba, s katerim smo v celoti lahko opremili sam studio. Povezali smo se z Društvom slepih in slabovidnih Dolenjske, Posavje in Bele krajine. Zainteresirani smo pa predvsem za branje na zahtevo. To se pravi, člani pridejo in povejo, katero knjigo bi želeli, da se jim prebere. Mi jo potem preberemo in jo na CD-ju lahko ponudimo v uporabo. Do sedaj smo prebrali 5 knjig, prva so bili Angeli Toneta Pavčka, ob tem pa lahko samo prosim kakšne prostovoljce, ker imamo problem dobiti prostovoljce, da preberejo knjige, in vabim tiste, ki imajo lep glas, da se oglasijo v knjižnici in preberejo kakšno knjigo za slepe. Se pravi, na nek način dejavnosti je res veliko, v knjižnicah, številnih knjižnicah, tudi po krajevnih organizacijah pripravljate različne prireditve. Je kaj razlik pa vendarle med osrednjo knjižnico, torej v Novem mestu, in ostalimi krajevnimi enotami? Ja, razlika je v tem, ker je pač v Novem mestu večji prostor in mi lahko organiziramo veliko večje prireditve. V krajevnih knjižnicah v primeru večje prireditve moramo zagotoviti drugi prostor na kulturnem centru, kar predstavlja določene probleme. Upam pa, da bo v bodoče tudi to bolje. Verjetno pa se tudi na nek način poskušate približati tudi tem uporabnikom. Vsekakor delamo razne prireditve tudi za njih. Se pravi, tudi v Šmarješki, naprimer, ker nimajo krajevne knjižnice, gremo pa v šolo, pa tam organiziramo kakšno pravljični večer, tako da se vsekakor želimo vsaki občini približati čim bolje. Že prej ste omenili vaš bibliobus. Samo lani ste obiskali 56 postajališč v 10 občinah. Kako se to vrstna izposoja pravzaprav obnese?
Z Bibliobusom smo zelo zadovoljni, tako kot ste omenila, vozimo v vse občine Dolenjske. Zadnjo 2 leti hodimo celo tudi v Metliko preko Gorjancev in prisotni smo tudi v Trebnjem. Bibliobus smo potem lani začeli zagotavljati tudi prireditve, tako da je lani hodil po terenu Nodi in razveseljeval otroke, ki so bili ga zelo veseli in so bile prav zanimive in prisrčne prireditve. V avgustu pa smo Bibliobus postavili tudi na glavni trg v center Novega mesta, da ga predstavimo tudi občanom, ki redno hodijo v našo knjižnico, pa ne poznajo naše dejavnosti. Obisk je bil zelo velik in so bili prav presenečeni, da lahko vozimo na enem avtobusu toliko knjig. Kaj pa, če se recimo zgodi, da nekdo pride in si ne more izposoditi knjige, ki bi jo želel, ker jo recimo vi nimate, imajo pa nekatera pač ena od drugih knjižnic. Kaj potem? To ne predstavlja nobenega problema. Mi imamo medknjižnično izposojo, uporabnik pove, katero knjigo bi želel in jo potem naročimo. Prej ste našteli pravzaprav vse enote, delujete pa tudi v romskem naselju Brezje. Kaj vse tam pripravite za te otroke? Ja, tam imamo postavljeni svojo enoto. V sami enoti je 1500 knjig in 400 DVD-jev. Obiskujejo jo predvsem Romi iz naselja, tudi izposoja jim Rom, ki je zaposlen v knjižnici, tako da se želimo čim bolj približati njihovi kulturi in jim predstavimo slovenski jezik. Poleg tega pa hodimo tudi v vrtec romski, v romskem naselju. Tam organiziramo pravljice, jih nadaljujemo z delavnico in moram reči, da so otroci prav prisrčni, ko poslušajo. Verjetno na ta način, na nek način, ta pravi način, da se približate otrokom. Ja, to je tudi, da spoznajo slovenski jezik. Poleg tega smo pa opazili, da potrebujejo pomoč tudi pri učenju in smo zadnje 2 leti, odkar imamo program javnih del, zagotavljamo tudi pomoč pri učenju v osnovnih šolah, tako da hodi naša delavka in pomaga Romom pri učenju. Pri predstavljanju letnega poročila po občinah radi izpostavite, da ste lani uspeli pridobiti 208 000 evrov na različnih razpisih. Zakaj je šel ta denar? Ja, mi smo zelo veseli, da smo pri tem pridobivanju uspešni, ker to je kar obsežen denar. Namenili smo ga za nabavo gradiva, potem za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice, za projekt Pop Slastice, ki sem ga že omenila, prav tako pa smo izvedli projekt Slovenska kulturna karavana 2012. To je bil projekt z namenom širjenja slovenske kulture in jezika. Obiskali smo slovenske učiteljice v Švici, tam smo se družili z Društvom Slovencev zamejcev, ki živijo v Švici, pripovedovali smo jim pravljice, starejšimi smo se družili ob spoznavanju Primoža Trubarja, pisali z gosjimi peresi, predstavili tudi knjižnico, da so spoznali tudi Novo mesto in so bili zelo krasni večeri. Prav tako smo s temi slovenskimi učiteljicami navezali zelo dobre stike in smo jim poslali tudi slovenske knjige naknadno, kar so bile zelo vesele. Bistvo pa je bilo tudi, da smo odnesli 110 slovenskih knjig v večkulturno knjižnico v Freudenholdu, kar sedaj imate tudi slovenske knjige v Švici. In moram reči, da je bil to en zelo prisrčen projekt, ker te malo navduši, ko prideš na te sestanke, ljudje pripeljejo otroke tudi 1 uro daleč in čuvajo in hranijo to slovenski jezik, pa so to mogoče starši, ki so bili že rojeni v Švici, to se pravi že ta 3. generacija, ki živi v Švici. Letos pa bomo ponovili ta projekt v Nemčiji na podoben način. Verjetno je to mednarodno sodelovanje kar pomembno. Pomembno sodelovanje imate tudi s Karlovško knjižnico. Kaj pravzaprav zajema ta projekt s to knjižnico? Ja, s Karlovško knjižnico smo začeli sodelovati od leta 1993. Sodelovanje se povečuje, izvajamo slovensko-hrvaške dneve, strokovno izobraževanje, ki poteka mednarodno, tako da je veliko tudi drugih knjižničarjev, tako iz Hrvaške, Srbije, Slovenije. Predvsem pa se je povečalo to sodelovanje pred 2 leti, ko smo pridobili projekt Beri. To je bil sofinanciran z Evropske unije. Takrat se je naše sodelovanje še dodatno povečalo in moram reči, da imamo zelo prijateljske odnose in sodelovanje.
Kaj pa recimo uporabniki so zadovoljni s tem mednarodnim sodelovanjem? Verjetno opažajo, da se knjižnica odpira navzven. Ja, jaz upam, da so zadovoljni, ker tudi obiski se na teh hrvaških dnevih, ki organiziramo v Novem mestu, povečujejo. Smo naprimer pred prejšnji teden gostili glasbeno šolo iz Karlovca, kjer je bil čudovit koncert in mislim, da vidijo, da se trudimo tudi preko lokalnih meja. Kaj pa zaposleni vaši, kako sprejemajo to na nek način druženje z ostalimi knjižničarji? Verjetno je prav to pomembno, da se od tega veliko naučijo. Seveda, knjižničar oziroma bibliotekar mora ogromno na novo spoznavati se, pač se moramo razvijati, moramo ponuditi nove stvari, novo dejavnost in to, če brez izobraževanja vsekakor ne gre. Omenili smo torej mednarodno sodelovanje, snemalni studio. Pač ta dejavnost je res razvejana in imate pa tudi veliko starejšega gradiva, torej bogata zapuščina v vaši knjižnici in bi lahko rekli, da je knjižnica prav z tega vidika ena najbogatejših. Kaj vse hranite v vaši knjižnici? Ja, mi smo zelo ponosni, da ohranjamo zaklade človeštva, ki so pomemben del kulturne dediščine in identitete, tako da lahko pokažem, da imamo v naši knjižnici srednjeveški kodeks iz 15. stoletja, potem imamo inkunabolo, ki je stara 500 let, kar je zelo težko dobiti. Potem smo zelo veseli, da imamo tudi Prešernove poezije iz leta 1847. To so originalna izdaja, so v zlato vezane. Prav tako imamo Kranjsko čebelico, prvo izdajo iz leta 1848, kjer je bila objavljena tudi Zdravljica. Tudi prvo izdajo Ivana Cankarja Erotika. Potem hranimo tudi najmanjšo miniaturno knjižico. Te knjige so brali? Ja, verjetno, da so jo. To je pa kar s Prisavici od Prešerna. Sicer težko bomo odprli. Ja, zelo dobro. Prav tako pa imamo mnogo starih razglednic Novega mesta. Naša zbirka razglednic je zelo bogata. Ja, in prav lahko vidijo vsi uporabniki te izvode ali je pač to zelo previdno najbrž hranite? To hranimo v posebnem arhivu, prav tako predvsem je namenjeno za posebne raziskovalce, ti potem dovolimo, da pogledajo. Za vse uporabnike pa upamo, da bojo dostopni ti izvodi ali vsaj nekateri, ko bojo knjižnica dokončana in bojo javno dostopni ti izvodi. Spravi prava čas, da jih imamo danes v studiu. Posebno iz arhiva. Pravzaprav pa pripravljate tudi posebne razstave. Lani ste pripravili ob hranilništvu na Dolenjskem, ki je pravzaprav ne samo v vaši knjižnici, ampak tudi širše, recimo tudi razstavo razglednic ste imeli v Dolenjskih Toplicah. Na kakšen način torej sodelujete tudi z temi lokalnimi skupnostmi, kjer delujete? Mi smo zelo veseli, da smo začeli sodelovati tudi na tem področju. Prvo je bila razstava Srčen pozdrav iz Dolenjskih Toplic, kjer smo digitalizirali 21 razglednic in predvsem to je pomen, da te razglednice pač digitaliziramo in da so dostopne oziroma jih lahko ljudje vidijo na teh panojih, ker je drugače v zbirki ne morejo. Potem se je nadaljevalo sodelovanje z občino Straža, kjer smo pripravili razstavo o kulturnem razvoju v občini Straža in je ta stalna razstava v novem kulturnem domu v Straži. Zaključili smo pa prejšnji mesec to razstavo hranilništvo na Dolenjskem in v Novem mestu, ki pa je razstavljena v novih prostorih Kreditne banke Maribor. Pravi, na nek način pomembna knjižnica tudi z tega vidika, da ljudem predstavlja to njihovo zgodovino. Se pravi, recimo, če gledamo na razglednicah, marsikdo najbrž danes ne ve, kako je nekoč bil videti njihov kraj. Ja, vsekakor. To so zelo zanimive in obiskane razstave. Se pa trudimo to gradivo tudi digitalizirati, tako da ga lahko vidite tudi na naši spletni strani preko portala Kamra, kjer so te razglednice objavljene, ali pa preko Daliba, kjer je povezava tudi na NUK.
Danes je veliko stvari že možnih. Torej, lani pa ste izdelali tudi Ex Libris, pravzaprav ga je za vas izdelal Janko Orač. Ga lahko na kratko predstavite, imate ga tudi seboj danes. Knjižnica Mirana Jarca hrani veliko Ex Librisov. Ljudje me sicer vprašajo, kaj to pravzaprav je. To je latinski izraz iz knjige in predvsem je poudarjal pomen oziroma lastništvo knjige. Tukaj, na primer, lahko pokažem, je imel Ex Libris tudi France Prešeren in takole so nalimali in označili knjige in je potem se je bilo vedlo, da je od njega njegova knjiga. Tudi Miran Jarc in Božidar Jakac so imeli to veliko, tako da smo se zaradi tega bibliofilskega posebnosti odločili, da tudi knjižnici Mirana Jarca dodelimo Ex Libris in izdelal jih je, tako kot ste povedali, Janko Orač, priznani grafik, in je izdelal 3 Ex Libriste in predvsem so povezane s knjižnico. Naprimer, prvi poudarja pomen lokalni pomen knjižnice, ker se vidi Krka in knjižnica Mirana Jarca. Drugi poudarja pomen delovanja knjižnice, to je spirala znanja in branja. Tretji Ex Libris pa nas povezuje z imenom Mirana Jarca in poudarja njegovo dediščino, ki jo nosimo. Kje lahko vidijo obiskovalci? So že lahko videli? Ex Librisi so trenutno samo še kot bibliofilska posebnost, tako da imamo samo 30 teh map in so to res neke posebne. Bomo pa pripravili tudi v digitalni obliki, tako da se bojo lahko tudi pokazale. Torej tudi neko novo bogatstvo vaše knjižnice. Vedno izpostavljate, da v knjižnico želite privabiti čim več mladih. Prej ste že omenjali projekte, s katerimi jih poskušate privabiti. So ti učinki ta pravi, se pravi, mladi hodijo v knjižnico in berajo in se na nek način poistovetijo s to bralno kulturo, kajti vemo, da danes velikokrat, največkrat, ker sedijo za računalnikom in knjige bolj malokrat primajo v roke. Ja, to je način življenja mladih. Oni pač sprejemajo knjigo preko iPadov, računalnikov. Njim je ta oblika življenja bolj pri srcu in bližje, tako da mi se trudimo tudi posredovati to knjigo v digitalni obliki, to se pravi preko e-knjig. Sedaj imamo tesno bazo EBSCO-Host, kjer lahko si sposodijo angleške knjige. Upamo pa, da bo kmalu tudi v slovenščini kakšna knjiga dostopna v naši knjižnici. Pomemben projekt, ki vas pa čaka v prihodnjih dneh, je pa rastoča knjiga Novega mesta. Novo mesto še nima te rastoče knjige, ponekod drugod so jo že postavili. Kaj pravzaprav vse to zajema ta projekt? Kaj predstavlja 6. junija, ga boste predstavili širši javnosti? Ja, postavili bomo spominsko obeležje rastoči knjigi. Oče tega projekta je dr. Janez Gabrielčič, ki je Novomeščan in se je sestal z nami in podaril željo, da želi imeti rastočo knjigo tudi v Novem mestu, glede na to, da jo v Ljubljani že imajo. Temu smo mu prisluhnili, ker mislim, da je pomembno, da ima tudi Novo mesto rastočo knjigo. Dogovorili smo se, da postavimo to spominsko obeležje na zelenici ob knjižnici, predvsem kot pomen simbola slovenstva, rasti knjige, rasti vizije Novomeščanov. Zato smo se tudi odločili, da posadimo lipo, katero bo posadil predsednik države Borut Pahor. Seveda to podpori župana Lojzija Muhiča seveda ne bi bilo izvedljivo. Med vašim vodenjem je knjižnica Mirana Jarca postala tudi ena najlepših v Evropi. Kaj vam to pomeni, to priznanje? Ponosna sem, da lahko vodim tako uspešno knjižnico in tudi se trudim, da jo še vedno vsako leto izboljšujemo, kar mislim, da nam tudi uspeva, saj se širimo, kot ste omenili, preko mednarodnih meja. In seveda to brez mojih sodelavcev ne bi bilo mogoče, tako da mislim, da smo ena ekipa oziroma skupnost, ki se trudi, da širi branje in promocijo knjižnice v lokalnem okolju in mednarodnem. Verjamem, da vam to dobro uspeva. Vsak dan v svojem službenem času, da tako rečem, vidite veliko knjig, ampak kaj pa v zasebnem življenju? Katero knjigo ste recimo nazadnje prijeli v roke in jo prebrali? Ja, ker svoje
življenje posvečam veliko delu, so tudi knjige mogoče take na temo, to je pred kratkim sem prebrala Kariero iz strasti, ki veliko pomaga pri nadaljnjem razvoju kariere. Prav tako so zelo zanimive govori Baracka Obame, predvsem zato, ker on umešča svoje življenjske zgodbe v te govore, tako da so prav zanimivi za prebrati. Seveda moram pa prebrati tudi kakšno knjigo, ki se veliko sposoja v knjižnici, tako da so take, ki so bolj pogosto sposojene, da jih spoznam. Za svojo dušo pa si včasih rade volje za kakšen zgodovinski roman in predvsem se preidem v zgodovino. Katera knjiga je morda tista, ki je zdaj med najbolj branimi, torej je v knjižnici najbrž, ker se ne da dobiti? Ja, na študijskem oddelku veliko izposojamo knjige na temo zdravstva, to so zdravilne rastline, joga in podobne zadeve, ker očitno se ljudje vedno bolj zanimajo za zdravje. Na odraslih je seveda Kavaca na vrhu, tudi še kakšne podobne. Na mladini so pa pač te razne Primož Suhadolčan, razne zgodbe, Lov na pošasti in take podobne. Pa v knjižnici recimo, da ugotovite, da knjige pravzaprav res si nekdo ne more izposoditi nekaj mesecev tudi, ali potem kupite dodatne izvode? Ja, zaradi pomanjkanja sredstev je to zelo težko, tako da mi se trudimo kupiti čim več izvodov, da jih imamo takoj na razpolago. Nažalost, to vedno ni mogoče, tako da ljudje kar čakajo v vrsti na to gradivo. Tako, knjiga je torej res lahko naša najboljša prijateljica. Gospa direktorica Klavdija Irina Mestnik, najlepša hvala za vaš obisk v studiu. Upajmo, da sva kakšnega gledalca prepričali, da bo že nocoj morda vzel v roke knjigo in jo prebiral, ne glede na to, kakšna tematika pravzaprav je. Hvala lepa za pogovor. Upam, da bomo res približali čim več uporabnikov v našo knjižnico. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa želimo prijeten večer, morda res ob kakšni knjigi. Lahko noč.